SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC-ja, kluba slovenskih podjetnikov. Aktualno je naslov tega podcasta in kaj je bilo v tem tednu bolj aktualno, kot pa, da so kmetje znova rekli, dovolj imamo. Pa to niso rekli prvič, le da se jih zdi, da jih bolj malo poslušamo ali pa poslušajo. Tu ciljam predvsem na politiko. Zato je prav, da odgovorimo na nekaj vprašanj, predvsem, kaj sploh želijo, kaj jih tare, katere težave imajo, pa ne zgolj slovenski kmetje. Saj veste, kmetje so šli na ulice v Bruslju, pa v Franciji, v Španiji, v Nemčiji, celo v Indiji so šli. Pa se mi zdi, da vemo o tem premalo. Zato so z nami Anja Kastelic, en lep pozdrav. Dober dan. Predsednica podeželske mladine, drži? Tako, Zveze slovenske podeželske mladine. Pa Roman Žveglič, en lep pozdrav. Dober dan. Če je treba koga vprašati, kaj se dogaja in kakšni so trendi, ste vi pravi gost, verjamem, da bo tudi danes tako. No pa tudi Denis Rusjan, seveda iz fakultete, en lep pozdrav. Dober dan. Hvala lepa. Kje začnemo? Včeraj so bili kmetje na ulici tudi z gnojem, pa so rekli, morda ga bomo naslednjič stresli. Ampak, a smo tako daleč? Ja, bojim se, da smo tik pred tem. Če gremo malo nazaj, pa parafraziram, da smo 5 do 12, ali pa že 5 čez 12. Predvsem se gre to, da je premalo te komunikacije, premalo se poslušamo, predvsem pa seveda potem ne najdemo neke ustrezne in hitre rešitve. Je pa seveda v tem sodobnem času, je včasih težava tudi v tem, da nekdo nekaj sliši, nekaj prebere, nekdo mu nekaj pove, potem se to razširi kot blisk in je ta komunikacija včasih kar težka. Zdi se mi, da imate kmetje sicer v Sloveniji kar nekaj združenj, pa sindikat, pa tako naprej, ampak zadnjih nekaj akcij je bilo pa solo akcij. Vsaj, ko smo brali, kot je dejal tudi Roman, nekaj se sliši, nekaj prebere, pa nisem našel organizatorja. Kako je zdaj s tem? So to zdaj solo akcije, je tukaj zadaj politika, je tukaj vendarle nekdo, ki je rekel, dovolj imam tudi sindikatov, jaz bom pa po svoje povedal. Torej, gre se predvsem za samoiniciativne akcije kmetov. Tukaj zadnji ni nobene politike, izhajajo kmetje res iz tega, da njim stvari tečejo prepočasi. Ker mi, kmetijske organizacije, že od lanskega tistega glasnega protesta aprila, dejansko sedimo za pogajalsko mizo, vmes so se seveda stvari prekinile, tako zaradi poplav, tudi zaradi menjave ministrice. In nekako upravičeno jih je razumeti, ker stvari tečejo naprej. In glede na to, da je skoraj pol leta, se stvari niso konkretno premaknile naprej. Nismo prišli do nekih končnih rešitev, ki bi se poznale tudi pri njih. In seveda smo kmetje nezadovoljni in želimo, tako kot je Roman že dejal, hitre rešitve, ki se bodo poznale tudi na naših kmetijah. Ker za nas je pomembno, zdaj smo na začetku sezone in potrebno je narediti strategijo, kako bomo preživeli leto. Sedaj pa smo v bistvu že skoraj konec februarja, po večini še ni nekih konkretnih subvencij, ki bi jih morali prejeti. Ne vemo, kako bomo dejansko pokrili stroške, ki jih imamo, in vse ob tem pa stvari tečejo naprej. Uredbe se sprejemajo, stvari grejo naprej. Definitivno pa menimo, da je odzadje tudi ta akcija celotne Evrope, da so kmetje dejansko po vsej Evropi, tako kot smo mi začeli lani, so sedaj te stvari prišli tudi v druge evropske države in so tudi tam kmetje rekli dovolj je, kar je verjetno dalo še dodatno spodbudo našim, da še enkrat oglasijo, da tudi pri nas zadeve še niso rešene. Pa zdaleč od tega, da bi bile težave samo na evropski ravni. Kajti večkrat smo že poudarili, v Sloveniji imamo to napako, da gre naša politika večkrat čez evropsko in to nas, slovenske kmete, ki smo že v štartu bolj, kako rečem, ta naš izhodiščni položaj, kar se tiče naravovarstva, je daleč pred drugimi evropskimi državami in to pomeni, če pridejo še nove zaostritve, nas to samo še bolj omejuje. Vi na fakulteti, biotehniški, ste pa nekje med politiko, ki bi vas morala bolj poslušati, se mi zdi, pa po drugi strani tudi med kmeti. Kako vi vidite, ko se, pogovarjate s tistimi, ki vas pridejo kaj vprašati, trenutni položaj slovenskega kmeta? In tudi evropskega, ker vendarle se to vse prepleta, Ja, kot strokovna inštitucija lahko rečem, da tudi velikokrat sodelujemo tako z enim kot drugimi deležniki.
Pa ne nazadnje tudi smo že takrat, to je že vsaj leto nazaj, ko se je veliko govorilo o Naturi 2000, tudi se strani fakultete podajali mnenja in tudi bili na strani seveda kmetov, ker seveda opažamo na terenu, da se število kmetij zmanjšuje in velikokrat, ko sprašujemo, zakaj je temu tako, se seveda izpostavlja predvsem vse težje pogoje kmetovanja, predvsem strani teh okoljevarstvenih pa naravovarstvenih izzivov. In stroka kot taka poskuša, sodelujemo seveda tudi z ministrstvom pri pripravi programov, ampak velikokrat tudi tukaj stroka ima, lahko rečemo, omejene možnosti, ker Slovenija kot taka že sedaj, oziroma že vsaj 10 let nazaj, lahko rečemo, da je imela precej višje ali pa stroge regulative kmetovanja, kot pa naprimer politično močnejše države kot Francija, Italija, Nemčija. Lahko kot, bom rekel zdaj laik, se ne spoznam na to, rečem, imamo pa morda za to kaj bolj čisto naravo, bolj čisto vodo. Vsekakor. Pijemo lahko iz pipe, ne, medtem ko si tega v Franciji, Španiji ali pa tudi v Nemčiji ne bi želel. Je to tisto, kar so slovenski kmetje uspeli ohraniti prav zaradi vseh teh direktiv, pa morda zdaj pozabljamo? Ja, zagotovo. To prispeva k temu, kar seveda tudi pozdravljamo, in tudi se strani kmetov čutimo, da vejo, da to je prava politika, ampak na drugi strani pa je treba tudi kmete razumeti, da so edini pridelovalci hrane in da tudi oni morajo pridelati na način, da bo ostala narava kar se da seveda nedotaknjena, na drugi strani pa tudi morajo pridelati hrano za nas. In obenem tudi to, da družine preživijo. Ne samo, da preživijo, se opravičujem, ampak da tudi zaslužijo, ker na kmetijah je treba ne samo, da družine preživijo, ampak se seveda morajo tudi privoščiti življenje, kot so počitnice, kot so dopust, kot so obiski, ne vem, kina, ne samo zato, da preživijo, in obenem morajo vlagati v posodobitve kmetij. Jaz moram dati eno zahvalo slovenskim kmetom, ki je v sodelovanju z stroko in s prenosom znanja v Sloveniji v bistvu obdržala pitno vodo na vseh pipah. Če se spomnimo 40 let nazaj, so po vaseh na Ptujskem polju gasilci s cisternami vozili pitno vodo za tiste prebivalce. Danes smo seveda z umnim kmetovanjem, z upoštevanjem stroke, ohranili, izboljšali pitno vodo in se seveda z tega Ptujskega polja napaja cel Ptuj in še kaj več. Ne. To seveda ni tako enostavno, daleč po tega, da je to samoumevno. Ne. Imamo še nekje tu pa tam kakšne težave, ampak zaradi določenih, kako ne rečem, neprimernih praks, pa ne kmetij, ampak industrije v preteklosti. Ne. Je pa seveda ta ekonomika tista, ki poganja. Ne. Mi smo na trgu globalnem. In po eni strani se seveda držati vseh omejitev, kar je prav, da se jih držimo, in da čuvamo naravo, po drugi strani pa seveda moramo cenovno skozi priti. Zdaj pa, če pogledamo strukturo slovenskega kmetijstva, da imamo od slabih 54,000 kmetij, ki vlagajo zbirne vloge, tako imenovane za subvencije, 45,000 kmetij, ki so manjše kot 10 hektarjev. Ja. Tukaj, veste, ekonomika, kakor god jo obračaš, pa si lahko še tak knjigovodski ali pa računovodski strokovnjak ne potegne. To pomeni, da te kmetije imajo še druge vire, ali hodijo v službo, ali so v pokoju. In prav je, da to tudi ohranimo in da se ne bojo zgodilo, da ko bo te kmetije zaprle, da potem bomo imeli pa zmanjšanje proizvodnje. Glejte, v ravnini ne bo nobena težava. Tam bodo kmetje obdelali te hektarje. Problem bo v hribih. In potem se bomo vprašali vsi, ki hodimo v hribe ali pa tako naprej, zakaj pa temu tako. Nas ogrožajo v hribih še zveri, divjadi, nemogoče je z vsemi smernicami stroke varovati
drobnico in tudi govedo pred napadom volkov. In danes kmetje mesec pred pašo ne vedo, ali naj dajo živali na pašo, kajti drugo gor vemo, da ni možno. In potem se bomo vprašali, kaj imamo za enkrat. Kljub temu, da se zapirajo te manjše kmetije, lahko rečemo, da v 20 letih na račun tega, da se ne bi kmetijska zemlja obdelovala, obdelujemo iste hektarje, kot smo jih obdelovali 20 let nazaj. Res pa je, da smo v tej naši ljubi državi, odkar smo samostojni, 70 000 hektarjev najboljših kmetijskih površin pozidali. Ne? Delamo za kmetijsko zemljo, včasih smo na podeželju rekli tako kot svinja z mehom. Zdaj, če se smem navezati na to, kar je bilo zdaj povedano, mogoče v kontekstu iz tega, v kakem položaju pa smo mladi kmetje. Lepo je bilo povedano, da smo v bistvu kmetje skozi zgodovino uspeli ohraniti in pitno vodo in vse druge vire, pa z nekim umnim kmetovanjem. Torej, nas že v štartu sedaj najbolj zmoti to, ker imamo mogoče napačen način komunikacije, kako se stvari komunicirajo. Ker smo kmetje vedno tisti prvi, nekako, ki smo krivi za vse, kar se zdaj dogaja, v smislu onesnaževanja ali pa podnebnih sprememb, pa smo dejansko del rešitve in bi mogli mogoče samo spremeniti mal način komunikacije, ne toliko z prepovedim, ki se nam nalaga, ampak mogoče z nekimi prostovoljnimi ukrepi, ker je logično in dokazano skozi zgodovino, da se kot kmetje najbolj zavedamo, kako pomembno je, da ohranjamo naravo tako, kot je, ker mi živimo in delamo z njo. In zdaj pa položaj mladega kmeta, v katerem smo. Glede na to, kar se je bilo povedano, lahko rečem, da dejansko smo v nekem takem negotovem in nepredvidljivem položaju. Najprej, kot mlad, moraš ti sploh prevzeti kmetijo. Že to je zdaj zelo zapleten proces, ker vemo, kakšno je stanje trenutno, da imamo nekje povprečna starost slovenskega kmeta je po zadnjih statističnih podatkih 57 let, nekateri podatki kažejo, da smo že na 62 letih. Torej gre ta proces predaje kmetije zelo počasi. Razlogov za to je definitivno več, ampak preidimo zdaj na tisto točko, ko mlad kmet prevzame kmetijo. Zdaj pa si ti kot nek podjetnik na začetku svoje poslovne poti in moraš v bistvu samo ugotoviti, kako boš kmetijo razvijal, v katero pot jo bo zapeljal. In glede na stanje, v katerem smo, ko ne vemo, kaj nas čaka jutri, katera uredba bo sedaj prišla, kaj je sploh strategija, si upam, sem dovolj drzen, da grem v neko novo panogo, če pravijo, da sedaj spodbujamo v bistvu samooskrbo, proizvodno hrane, na drugi strani pa jo omejujemo z stvarmi, kot so prepoved preoravanja na naših zemljiščih. Torej, ta kontradiktorna logika dejansko nam onemogoča, da si zastavimo neko dolgoročno strategijo. V kmetijstvu pa vemo, da razvoj in investicije ne pridejo čez noč, da to terja svoj čas. In dokler mi nekega tega osnovnega podpornega okolja v smislu, kaj kot država želimo od slovenskega kmetijstva, a bomo zaščitili teh 45 000 kmetij, ki jih je Roman izpostavil, ker jih potrebujemo, ker imajo drugo vlogo kot tiste kmetije, mogoče, ki se intenzivno ukvarjajo s proizvodnjo hrane za trg. In to so neke strategije, ki jih kot država moramo vedeti, da jih znamo potem podpreti na nacionalni ravni. Vse, kar pride od Evrope, pa bi mogel biti samo še plus, dodatek. Ne, da nam je tisto, kar nam narekuje Evropa, neko izhodišče, kako oblikujemo potem mi strategijo slovenskega kmetijstva. In to je največja težava, da sedaj kot mladi dejansko ne vemo, kaj narediti s svojimi kmetijami. Lep primer se je zgodil zdaj. Ko smo oblikovali skupni načrt kmetijske politike, smo dolgo časa iskali ukrepe, ki bi podpirali, da delamo kmetje boljše z naravo. In je prišel noter ukrep KOPOP, senena linija. Kmetje so sedaj investirali v to, da so kmetije prilagodili na to, da lahko grejo na seneno linijo in da lahko vstopijo ta ukrep. Šli so v kontrole, sedaj pa se je zgodilo to, da imamo preveč površin v tem ukrepu in je pač ministrstvo zaprlo dostop do tega. Torej, kmet ne more več vstopiti v ta ukrep, znižala se bodo tudi plačila, kljub temu, da je on investiral v to, je dejansko vsa ta denar, ki ga je investiral, mu sedaj nič ne koristi, ker ne bo šel v to noter, ker ne more. Torej, čem je smisel, da damo ven neke ukrepe, kmetija se prilagodi, investira, potem se pa vse spremeni čez noč. Mehen popravek, ne? Ni še zaprto, to je samo v predlogu, zadeva še ni sprejeta, o tem seveda bomo mogli še kakšno besedo reči, bi pa res mogoče res tlele izpostavil en paradoks. Ne? Zdaj, če pogledamo sosednjo državo Avstrijo ali pa še kjero drugo ali pa našo, ravno iz tega vidika podpore tistim, ki prevzemajo, pa
bom rekel, mladi kmetje, ki to hočejo vzeti. Ne. Zanimivo, ne, da imajo recimo sosednje države slabše pogoje ali pa bom rekel manj stimulativne, pa imajo vseeno več prevzemnikov in si bolj želijo kmetovati zato, ker imajo stabilno okolje. In tebi nič ne pomeni, ne, če ti na začetku dobiš neke višje podpore ali pa neke stimulacije, če pa ti ne veš, ali boš lahko potem shajal naprej. Ne. In to je zdaj ta bom rekel, ta paradoks tega, da ni dovolj samo pomagati, pa ne bo zdaj to, ko smo včasih rekli, pa bomo žita, pa bomo zelenjavo, pa tako naprej. Ne. Res je treba imeti eno ključno dolgoročno strategijo, čeprav, zdaj ne vem, nemški filozof, ga zdaj ne znam povedati, mogoče v drug vedu, je enkrat izjavil, da dolgoročno je lahko seveda vsaka strategija in vsak program dober, problem je, da lahko kratkoročno že crkneš. Ne. Zdaj, v tem prvem krogu smo odprli praktično vse težave slovenskega kmetijstva, pa jih je verjetno še več. Kot ste tudi vi omenila, ne, malo je mladih kmetov. Mislim, da dobite 45.000 evrov, če prevzameš, pa če potem delaš in si zaposlen na kmetiji, če še nekje drugje 18.000, ta denar gotovo ni tisto, kar te prepriča, da se v to daš. Pogledal sem tudi strukturo izobraženosti. Mladi kmetje ste danes izjemno izobraženi v primerjavi s tistimi nad 40 let, 41, tam je bilo večina kmetov, mislim, da brez osnovne šole celo ali pa z osnovnošolsko izobrazbo in tudi več prinesete, ne samo v BDP, ampak tudi na kmetijo, znate se potegovati za evropska sredstva, pa za banke, naprimer, da vam dajo kredite, medtem ko pri teh starejših kmetih tega ni in to je velik problem, ker imamo v Sloveniji pač veliko starejših kmetij. Kje bi morali pravzaprav začeti, ko se pogovarjamo o tej kmetijski politiki? Pa saj to se zdaj menimo, ne vem, od prvega dneva Slovenije. Preštel sem, da smo imeli 15 različnih ministrov v malo več kot 30 letih, ne? Samo še v zdravstvu jih je bilo verjetno več. Ne? Ja, kot izobraževalna inštitucija bi morda nadaljeval besede kolegice in sicer iskati razloge, zakaj kmetijstvo je, bom rekel, nezanimivo za mlade. Ne? Kot prvo zagotovo bi omenil to splošne družbene klime. Tako kot je kolegica rekla, kmetje smo prepogosto tarča vseh dejansko slabih zadev, ki se zgodijo v naravi. Naj tukaj izpostavim klimatske spremembe, naj izpostavim onesnaževanja taka in drugačna. In to se začne dejansko z indoktrinacijo mladih že v osnovnih šolah. Če pogledamo malo učbenike ali pa delovne zvezke, tam vidimo, ne, da glavni krivec podnebnih sprememb so krave. Ne. Kar je seveda največja neumnost. In prav tukaj bi morda izpostavil to, da že tukaj moramo začeti. Ne? Se pravi, že pri izobraževanju otrok, že v osnovnošolskem izobraževanju. Srednješolskem, se strinjam. A bi lahko slovenske otroke naučili, da je slovenski kmet neprimerljiv naprimer z argentinskim, pa z ameriškim, pa z brazilskim? Seveda bi lahko, ampak to terja čas in terja tudi znanje, če lahko temu tako rečem, staršev. Ne? In obenem ta občutek do lastne hrane in lastnega okolja. Zdaj, zakaj potem vse manj tudi kmetov mladih? Razlogi so tudi, da je to način življenja. To ni neka služba, ki greš ob 8 in se vrneš ob 5, ampak je način življenja. Pomeni, vse moraš prilagajati temu, kaj boš počel na kmetiji, tudi družino seveda. Kdaj odpeljati otroka, kako, ali bom zaključil do takrat delo, ki ga skoraj zagotovo nikoli ni konca na kmetiji. In nenazadnje potem tudi organizacija, še posebej, če imaš opravka z živimi biti, kot je živino, naprimer na kmetiji, je tudi naprimer organizacija, kdaj kako iti na dopust, ker žive že tam ne moreš pustiti samega in podobno. Ne. Tako da je kar nekaj razlogov, ampak nasplošno lahko rečem predvsem ta slaba družbena klima, ki je že kar nekaj časa prisotna. Zdaj, kdo je to kriv, razlogov je zagotovo več, ampak upam, da se bo to kar kmalu spremenilo, ker drugače slovenske hrane več ne bo. Ampak samo da nadaljujem, ne? Jaz, ki imam že precej sivo glavo, se seveda spomnim še marsikaj. Ne? Jaz spomnim doma, ko smo bili, ker nismo imeli še traktorja, ki smo delali z konji, z voli. In nažalost ena velika
večina Slovencev gleda tako nostalgično na tega kmeta in bi si seveda pričakuje, da bomo lahko ta polja danes obdelali še vedno z volovsko in konjsko vprego. Drugače pa to seveda težava. Jaz pri svojih 60 letih, jaz nisem v življenju bil 20 dni na dopustu, če se štejem 7 dneve. Z avionom sem se peljal 4-krat v življenju. Enkrat iz Skopja v Ljubljano in nazaj, in drugič iz Benetk v Bruselj pa nazaj do Benetk. In na drugi strani seveda mi pa potem ti očitke, da kakšni onesnaževalci smo in tako naprej. Ja. Noben ne pogleda, ne vem, blagovne znamke, obleke, copate, odkje so Promet. prišli, na kakšen način so bili pripeljani, s kakšno tehnologijo je bilo to nekje v enih tretjih državah narejenih. To jih popolnoma nič ne briga. Hoče imeti nekaj pocen, hoče imeti hrano pocen, da v Španiji, v Italiji, v teh zelenjadarskih plantažih v bistvu delajo ti migranti iz Severne Afrike v popolnoma sužnje lastniškem odnosu. Težko je to konkurirati. In to so stvari, ki jih je potrebno ponavljati iz dneva v dan, iz ure v uro. Ne samo, da mi kmetje med sabo to govorimo, ampak da se tudi to, bom rekel, da to postane kot neka, tako kot je prilagajanje na podnebne spremembe, neka mantra, in podnebne spremembe so, težko bomo to zaustavili, moramo se pa prilagajati. In zdaj, tukaj rabimo in pomoč znanosti, znanja, svetovne znanosti, treba je pa seveda tudi to širšo družbeno klimo vsak dan opozarjati, zakaj pa mogoče en paradižnik po taki ceni. Jaz bi mogoče se malo navezala nazaj na ta način življenja in na to, da kmetijstvo, ko enkrat izbereš poklic kmeta, da je to res tvoje poslanstvo in ga tako tudi jemlješ. Da je to dejansko tisto edino še, kar nas mlade mogoče drži pokonci. Ker ne glede na to, koliko, kar ste lepo omenili, smo bolj izobraženi in gledamo na kmetijstvo res kot na podjetje, in to podjetništvo nam potem mora prinesti zelene številke, ampak jaz vedno pravim, še noben mladi kmet ni šel v kmetijstvo zaradi tega, ker bi tam bili taki dobički. Ne glede na to, kakšna je naša mehanizacija, ne glede na to, kako mogoče izpade navzven, da imamo neko last, vse to gre nazaj v kmetijo. Toliko, koliko je prihodkov, je na drugi strani tudi stroškov. In zaradi tega res mi to jemljemo, da je to naše poslanstvo, tista pridelava hrane, da delamo dobro za naravo, da delamo dobro naravo tudi za naše zanamce in da predvsem vemo, kaj jemo. Ker če se malo navežem, kaj vse trenutno prihaja na naše trgovske police, jaz osebno, ker poznam ta tok, ne želim kupovati tega, ker si ne upam niti jesti tiste hrane. Že tako smo znotraj Evrope, slovenski kmetje, v zelo takem nekonkurenčnem položaju. Če se celo navežem na najbolj sporno temo, fitofarmacevtska sredstva, v Sloveniji imamo dovoljenih 209 aktivnih snovi. V Evropi je dovoljenih, mislim, da 454 aktivnih snovi. Torej smo že tu, Slovenci, dosti pred Evropo, kar se tiče zaostritve, in je naša hrana že zaradi tega bolj varna. Kje pa potem še uvoz iz tretjih držav, kjer v bistvu uporabljajo aktivne snovi, ki so pri nas že leta prepovedane. Pa to je samo zgodba o fitofarmacevtskih sredstvih, da ne začnem zgodbe o mesu, katere vse dolge trgovske poti prepotuje meso, kolikokrat vmes je bilo zmrznjeno. Mislim, to so res stvari, ko se malo poglobiš v njih, res verjameš samo temu, kar imaš doma na domači kmetiji. In če se navežem nazaj na izobraževanje, veliko smo tudi kmetje že naredili, s tem, da smo odprli svoja vrata, in veliko slovenskih kmetov že sedaj nudi oglede kmetij, predava o tem, kdo smo kmetje, kaj smo. In mislim, da to je posledica tega, da smo kmetje bolj izobraženi, da se zavedamo naše vrednosti, da smo ponosni na njo, zato tudi sedaj jasno izpostavljamo, da je dovolj tega. Mi smo 30 let nekako dovolili, da se je toklo po nas, da se je zatiral naš kmečki poklic, čeprav je v mojih očeh najbolj vreden poklic v Sloveniji, ker preventivno deluje na naše zdravje. Če bomo jedli neko kakovostno hrano, bo manj bolezni, bolj se bomo lahko razvijali, bolje se bomo lahko učili in narod bo generalno več doprinesel k razvoju države, če gledaš tako bolj strateško. In zato pa je potrebno se odločiti in podpreti slovenskega kmeta. Najti neko sinergijo, da se bomo razumeli med seboj. Ker je samo to, mislim, da samo stvar komunikacije, kako komuniciramo to, kdo smo mi, da razumemo tudi
okoljevarstvenike, da razumemo, da smo na globalnem trgu, da uvoz vedno bo, ampak da se kot slovenski potrošnik zavedamo, kaj imamo doma, to cenimo in to podpremo. Torej tudi lokalno, to tudi pomeni za nas kmete, da kupujemo slovenske stroje, da podpiramo slovensko stroko, slovenske pisatelje, torej da drug drugega podpremo. Ampak samo to bi rad povedal, kaj Anja glih govorila o fitofarmacevtskih sredstvih, mislim, da je treba povedati, da ne bi kdo mislil, Anja izhaja iz ekološke kmetije, tako da je širše to govorila. Ja. In te kroge, teh zahtev in teh problemov bomo zdaj kar naslavljali enega po drugem, morda bi samo dal še en stavek na to, kar si omenila, mladi podjetniki. Ivo Boscarol, ker smo ravno v klubu slovenskih podjetnikov, je omenil, da kmetija je enako kot podjetje, a ne? In da zakaj se tega tudi tako ne lotevamo in ne razmišljamo o tem, da je v bistvu kmet podjetnik. Dal je tudi zanimivo idejo, zakaj imamo kmetijskega ministra, lahko bi imeli gospodarskega ministra in bi se s kmeti pogovarjal kot z gospodarstveniki, a ne? Vem, da ne, ampak včasih se pa zdi, glede na to, kako hitro jih menjamo, da bi pa morda bil kdo bolj resen. Tudi provokacija je v redu, da je, ampak jaz bi tle poudaril besedo ali pa ponovil besedo profesorice Lučke Kajfež-Bogataj, ki je dejala, da je kmetijsko ministrstvo najbolj državotvorni resor ali pa najbolj državotvorno ministrstvo in tako bi ga bilo treba tudi obravnavati. Ne pa, da ne vem, dobimo na zadnje, ko se vlada sestavlja, se do zadnjega ne ve, kdo bo kmetijski minister, noben ga noče, veste. V Avstriji se stranke, ki grejo v koalicijo, po domače povedano tepejo, kdo bo kmetijski minister in je poleg zunanjega, pa finančnega ministrstva na 3. mestu po tem, kaj si kdo želi, je seveda kmetijski resor. Glejte, kmetijstvo je v končni fazi res da gospodarska dejavnost in gospodarska panoga. Ne moreš ga pa gledati čist tipično kot podjetje, kajti če bi ga gledal strogo podjetniškega vidika in ko bi potegnil kalkulacijo, potem bi ga zaprl. Veliko večino. Tega si pa seveda ne želimo, nočemo, kajti imamo odgovornost. Prvič imamo to odgovornost do te zemlje, do tega, kar smo dobili od naših staršev, v hrambo od naših vnukov. Je pa tu sedaj ta preskok med generacijami, da pa mladi res vedno bolj dojemamo kmetijo kot podjetje. Se strinjam, ne moramo vsega enačiti, ampak določene zadeve so enake kot pri podjetju. Imamo inpute, imamo outpute, imamo bilance stanja, od tega moramo kakovostno živeti, torej ne samo preživeti. In to so tisti vidiki, ki nam tudi mogoče potem pomagajo, doprinesejo, da si potem znamo izračunati tudi lastno ceno naših izdelkov. Ker velikokrat skozi zgodovino so bili vsi ti izdelki prodani pod našo ceno in delo se nikoli ni obračunavalo v to. Zato pa smo tu, kjer smo, ker sedaj pa mladi pa želimo, da je tudi naše delo plačano skozi naše izdelke. V kalkulacijah Kmetijskega inštituta je kmetovo delo plačano nekje okoli 3,3 evra na uro. Pa morda bi še gospoda Boscarola povabil k temu, da tista letala jih sestavljajo zunaj na prostem, brez pokrite, brez kritine, potem pa me zanima, koliko letal bi lahko sestavili ob vsem dežju, vetru in podobno. Ja, in zdaj gremo, to je tudi problema, naprimer podnebne spremembe vplivajo ravno na to, če nimaš danes pokritih naprimer svojih poljščin, če nimaš sadovnjaka zaščitenega pred točo, potem vsaj enkrat na 3 leta nimaš pridelka. Ja, zelo enostavno se to, kar sem prej rekel, zelo enostavno si je predstavljati, da bomo tudi kmetijstvo ga zaprli v neke zavarovane prostore. Ja, določene segmente so že, naprimer vrtnarstvo, določeni tudi sadjarstvo, ampak neke poljščine in podobne zadeve pa si ne predstavljam, kako bomo, žita, pšenica imeli pod neko streho, oziroma v nekih zavarovanih prostorih. Tako da določeni segmenti kar se tudi seveda dela in tudi temu mislim, da v bodoče ministrstvo bo naslavljalo nekaj denarja, ampak vse pa ne gre. A gremo lahko zdaj morda na te zahteve, zato da jih tudi ljudem pojasnimo? Ja, kar. Jaz bi samo pri podnebnih spremembah še eno stvar dodala, ker se mi zdi, da velikokrat govorimo o samo teh materialnih ali pa fizičnih zaščitah. Glejte, sadjarstvo je en tak spekter, ka lahko imaš vse, od namakalnega sistema do oroševanja, do protitočnih mrež, pa se še vedno zgodi popoln izpad pridelka, kot se je mogoče lansko leto. Zaradi tega moramo delati tudi na novih sortah, na takšnih zadevah, torej res na
genetiki, da se prilagajamo tudi tako na podnebne spremembe, ker ne reši vse fizične v bistvu Lansko podpore. leto ni bilo vpraševanja, ne, zaradi razmer. Ne. Tako, in pa Tako, bi pa tukaj morda izpostavil to, da novosti je kar veliko. Je pa res, da tudi na strani kmetov je potem nekako sprejem teh novosti ni tako enostaven. Morda mlajši to sprejemate nekoliko laže, medtem ko pri starejših, ki kmetujejo že 30, 40, 50 let, ne, je pa zelo težko jih prepričati, ne, v neko novo tehnologijo ali pa v drugi način pridelave. In tudi tukaj je en tak problem. Ja, ampak ne samo jih prepričati. Ne. Nov način tehnologije seveda pomeni za sabo točno in točno investicijo. Ne. In če ima nekdo 50 ali pa 55 let, ne, računati, da bo zdaj to investicijo pokrival nadaljnjih 20 let, s tem, da ni prepričan, da bo nekdo prevzel kmetijo za njim, se enostavno tega ne bo šel. Ne. Bo rekel, bom pač preguril, po domače povedano, kakor bom. In to je pa ta starostna struktura slovenskih kmetij, ki je velika cokla v narekovajih. Pa se je tudi v Evropi problem. Tudi, ja. To je vse splošni problem Evrope. Tako da tudi vse subvencije, ki so namenjene kmetijstvu, lahko rečem, da nimajo nekega večjega vpliva na to, da se ohranjajo kmetije. Zato bi bilo treba več vlagati prav v izobraževanje, širše izobraževanje, ne samo kmetov, ampak tudi ostale družbe, ker takrat, ko bodo ljudje nekako spoznali, da je to vrednota, da lahko pridelaš hrano tudi za soseda in za družbo, mislim, da potem bodo se tudi mladi lažje odločili za ta poklic. To močno dvomim, ker danes mora mlad kmet delati, mladi pa ne želijo toliko delati. Ne, Ne. podeželski včasih ne podeželski, ne, ampak smo res. Ja, to gre za vrednote. Ja. To gre za vrednote, ki jih morajo starši prenesti na otroke in potem tudi skozi izobraževanja nekako otroci morajo to absorbirati in takrat, ko bo to vrednota, potem tudi mislim, da ne bi smel biti problem, da bi potem tudi mladi se odločili za ta poklic. To sem samo zato dejal, ker na vse srednje šole, poklicne šole je vpis vedno manjši, ker je pač treba uporabljati roke, a ne, delo. Medtem ko je, ne vem, fakultete, ki jih seveda potrebujemo, ker tako ali tako smo imeli pa lani naprimer najnižje število rojstev, kar pomeni, da tako ali tako prihajajo generacije, ki bodo še manjše, kot so bile, in vse to se bo seveda poznalo. Ampak res, ko govorimo z mladimi in jim predstavimo, ali pa tudi, ko gledamo vse podatke, ljudje, mladi se danes vidijo bolj v kakšnih influencerskih vodah, kot pa. Ja, ampak prav ta stereotip, ki ste ga zdaj morda izpostavil, ne, delo z rokami pa fizično delo, tudi na kmetijah je tega vse manj. In tudi to je eno od teh starih nekako prepričanj in stereotipov, ja, da kmet pomeni, ne vem, kramp, lopata pa samokolnica, pa gremo po njivi. Ne, to je zdaleč od tega. Ne. Govorimo o uvajanju novih tehnologij, govorimo o digitalizaciji, govorimo o robotizaciji in to so panoge, ki se že uveljavljajo in se seveda tudi razvijajo, ne, kar omogočajo seveda prav to, ne, da potem kmet kot tak ima zelo malo več tega fizičnega dela kot takega, kot se ga predstavljamo. Ne. Je pa dejstvo, da še vedno bo, določene stvari bodo vedno ročne. Bi pa k temu samo dodala, ker se mi zdi zanimivo dejstvo, pa mislim, da sem to slišala ravno tu v Klubu slovenskih podjetnikov, da podjetja najraje zaposlujejo ravno kmete, ker so to tisti najbolj delovni ljudje, jim nič ni problem, najbolj iznajdljivi, ker pač to pri nas je vrednota, ker brez tega dejansko kmetija ne preživi. Je pa povpraševanje res ne po kmetih, ampak če lahko tukaj izpostavim agronomih, ne, se pravi izobraženemu kadru iz kmetijstva oziroma agronomije trenutno zelo velik. To lahko tudi kolega, ker vem, da imajo probleme pridobivanja kadra, ne, in to je tudi razlog, zakaj bi morali nekako pristopiti k skupni promociji, tako država, ministrstvo za kmetijstvo, kot tudi za vzgojo in izobraževanje, da bi prispevali k temu, da se v družbi ta fenomen, ne, kmeta nekako izboljša. Naprimer, samo primer bom dal. Imamo rekordno nizko brezposelnost v Sloveniji, ampak ko bo poleti prišel čas za sezonske delavce, za obiranje jabolk, jagod, česarkoli, imajo skoraj da vse slovenske kmetije težave in jih pripeljajo delavce iz Makedonije, pa še tam je zdaj težko dobiti. A je to dejstvo? Je. In to so neke stvari, ki jih pa ne moremo pregledati in spremeniti. V Srbiji je zdaj trend teh delavcev v kmetijstvu, da jih vozijo iz Peruja.
Pri nas so začeli, mislim, da bolj ta gorički del, pomurski del, že zaposlovati v kmetijstvu Indijce. No, imate pa Filipince, ne? Vse mislim, da se tudi lebel. Ja. Se lahko zdaj samo za trenutek vrnemo, ker ta debata je tako široka in mi je to seveda všeč, ker je prav, da govorimo o vseh stvarih, ker kmetijstvo je široka stvar. Natura 2000, če grem čez te zahteve, ne, ki jih imajo zdaj kmetje na mizi 5/12. Slovenija je država, ki ima največji delež Nature 2000 v Evropi. Mislim, da je čez 56-57%. 30. 38. Ja, 38, ja. 38. 6% je pa teh kmetijskih zemljišč, drži, v Naturi 2000. To so Ne, vsa. mislim, ne, tudi Ne. gozdna. Tudi gozdna so. gozdna, ja. Več je gozdnih kot Tako. kmetijskih. Zdaj, kaj bi pomenilo, ena od zahtev je, da se zmanjša to število Nature 2000, kar pa mislim, saj kot sem se sam pozanimal na Ministrstvu za kmetijstvo, je praktično nemogoče, ker ko enkrat vstopiš v to Evropsko unijo, ti to sprejmeš, ne? Problem je zato, kajti ta, bom rekel, prva faza Nature je bil seveda v pristopni pogodbi Slovenije z Evropsko Tako. unijo. In to je se prav v tej osnovni pogodbi. Ne? Zdaj, kako to stvar narediti, zmanjšati, si po domače povedano ne znam predstavljati. Ne? Zdaj, enostavno z izstopom Slovenije iz Evropske unije, kar tudi ne vem, če bi bilo v redu. Ne, govorim, ne. Jaz mislim, da bo mogla tudi Evropska unija, Evropska komisija, predvsem pa evropski uradniki enkrat narediti en reset. Ne. Na tej vsej evropski ravni se narediti en reset, pa postaviti neke stvari v te normalne okvire, kajti drugače, ne, če se bomo nadaljevali s takšnimi stvarmi, kot je zdaj recimo Evropska uredba o ohranjanju narave, to je tako imenovani vseevropski zakon, ker naj bi se toliko in toliko hektarjev, ki si jih je nekdaj izsušilo, nazaj zamočvirilo, ne. Po drugi strani greš pa v Albanijo in prideš na neko posestvo, ker je na vsakem stroju in vse posod nalepka sofinancirana strani Evropske unije, imajo granatna jabolka, pa ne vem kaj še vse, in tam ugotoviš, da so 600 hektarjev že izsušili z denarjem iz Evropske unije, 400 jih pa še bodo. Ne, mislim, to je čista hinavščina, ne? Isto so delali v Romuniji, preden je Romunija stopila v Evropsko unijo, zdaj ne bi pa nazaj zamočvirjali. Ne, mislim, adijo svet, in tle bo treba resnično, zdaj ne vem, ali Evropski svet, trialog, Evropska komisija, tudi Evropski parlament enkrat narediti en resen, trezen razmislek, kajti drugače se nam bo dogajalo vsakim letom ta večje protievropska nastrojenost, in potem se nam zna zgoditi, da bo neka od ključnih držav še izstopila, Velika Britanija že je iz Evropske unije, in potem bomo imeli pa razpad sistemov. Če smem tu samo dopolniti, dejansko sedaj imamo ta val protestov in dejansko na ravni Evropske unije v Bruslu so že začeli strateški dialog s kmeti. In jaz se popolnoma strinjam, da bo potrebno narediti nek reset, in tudi, ko ste rekli revizija Nature 2000, mi smo že v štartu na ministrstvo že v štartu reklo, da se ne da, niti nismo poskusili. Seveda je vsaka taka stvar, ki ti želiš dolgoročno spremeniti, terja čas, terja argumente, in to pomeni tudi, da se moraš ti potruditi, dodatno delo. In zato mi kot kmetje ne razumemo, kako lahko nekaj, kar je tako pomembno za Slovenijo, ker tako kot je Roman omenil, vse, kar prihaja predvsem na ta območja Natura 2000, ki smo si jih mi takrat narobe začrtali, ker je, kolikor je meni znano, bilo takrat mišljeno, da več bomo imeli Natura 2000 območij, več bo denarja prišlo v Evropo, v Slovenijo. Pa smo ravno obratno sedaj dobili, več omejitev. Torej, mi potrebujemo revizijo teh območij in mi kot mladi zagovarjamo, da je potrebno vztrajati pri tem, ker se dajo spremembe narediti, ampak mi niti začeli nismo, ker smo že v štartu rekli, da se nekaj ne da. Bi to izpostavil, in sicer zelo žalostno je, da Evropska komisija za kmetijstvo se začela zdaj pogajati, ne, in pogovarjati s kmeti, ker ko se postavljajo novi programi, ne, tistih 5-7 letni, je to začetek, ki bi se moral, ne, tukaj začetek, ne, zdaj, ko so že sprejeti politično neki ukrepi, potem to prenašati na kmete, ne. Vsi nadaljnji programi, upam, da bodo začeli na način, da najprej se pri kmetih preveri, kakšne so možnosti, na primer kmetovanja na znotraj določenega območja, in tukaj izhajajo potem pogajanja do političnih odločitev, ne. Ker do zdaj se je dogajalo to,
Evropska komisija za kmetijstvo je sprejela določeno odločitev, ki je bila popolnoma politična, nestrokovna velikokrat, in to je potem prenesla v članice, ki so pa morale temu slediti. In tukaj potem vstopi stroka. Ampak stroka ima tudi samo določen, če govorimo o nekih tehnologijah, samo določen manevrski prostor, ki lahko temu prilagaja. Ne more se pa, da bi tako zahteve politične kot druge strokovne, oziroma kar kmeti potrebuje, zelo težko spraviti. Ampak seveda, tak ukrep je treba spilotirati, Tako. pogledati, ali je vzdržen, ali se ga da, in potem naprej. Jaz včasih ugotavljam, da imamo pri teh direktivah iz Evropske unije in teh zadev, da smo približno tako kot, zdaj ne vem, če to res, ko so govorili, da srednjeveški filozofi so se v nekem dvorcu, ne vem koliko let, prepirali, ali ima konj 3 noge ali 4, namesto da bi šli v grajsko štalo pogledati pa prešteti. Ja, bi pa še tukaj, morda to, kar ste rekel, je res. To je treba preverjati, kar terja spet čas, 3, 4, 5 let, ker v naravi to moraš preveriti, kako se to obnaša skozi leta. Na drugi strani pa še ta morda posebnost Slovenije je ta, ker je zelo razdrobljena in raznolika, da tudi če se naredi določeno raziskavo znotraj neka območja, ne vem, izpostavim morda Dolenjsko, to še ne pomeni, da velja tudi za Primorsko. No, in to so potem tudi ene take napake, ki se jih potem posplošuje vse splošno. Ja, na Dolenjskem smo ugotovili, da ta zadeva deluje, seveda kot stroka super, Na Krasu ne bo. Tako, ampak ni nujno, da se bo to enako odražalo potem nekje drugje. 22 do 27 je zdaj ta nov program, kako bo delovalo to kmetijstvo. 30? 23, 27, ja. Od 22 takrat so naši poslali Evropsko unijo, so rekli super je, potem pa naprimer danes vidimo, ko so se kmetje pripeljali do Bruslja, pa so rekli, ja, zdaj se bomo pa res pogajali, zdaj pa bomo tudi mi stopili nazaj, in seveda smo ravno pred evropskimi volitvami, kar seveda vse skupaj postavlja v novo luč, ker to je zdaj kar naenkrat znova postala pomembna evropska tema, ko govorimo o evropskem kmetu, upam, da tudi potem, ko bo volitev že konec. Druga stvar ob tej Naturi 2000 so fitofarmacevtska sredstva. Kako je pa s tem? Kako tukaj lahko blizu pridete z politiko in z evropskimi direktivami? Moram reči, da hvala Bogu, da je na evropski ravni padla ta evropska uredba, ki bi bila okoli uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki enostavno predvidevala, da mora vsaka država članica zmanjšati za 50%. Mi imamo v Sloveniji 2,2 kg aktivnih snovi po hektarju, na Nizozemskem 7 kg. In zdaj oni bodo zmanjšali za pol, mi bomo zmanjšali za pol. Mislim, totalno zgrešen pristop. Namesto da se naredi, kako je v kakšni državi, kaj so potrebe tiste države, odvisno ima trajne nasade, ima več zelenjave, ima več travin, to se vpliva. Vendar pri tej zgodbi, to je recimo na evropski ravni padlo, hvala Bogu. In tle moram pa reči, da je bila seveda tudi slovenska kmetijska politika, slovenska stroka, kakor tudi država, smo tukaj stopili skupaj, imeli enotno stališče, Kmetijski inštitut je naredil presojo, kaj bi to za Slovenijo pomenilo, kajti recimo tam je bilo napisano na teh občutljivih območjih, in to bi bila Natura, recimo in tukaj noter je Kras, prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev, tudi tista, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, se pravi vinograde, potem na Krasu zradiramo, nastala bo šikara, kaj to pomeni za požarno varnost, jaz še enkrat trdim, če bi na Krasu imeli stimulativno kmetijsko politiko, pa malo več koz, pa krav, tudi takih obsežnih požarov ne bi imeli. Je pa seveda problem to, kar je prej Anja rekla. Vsaka država je v conah, da zdaj pustimo, kaj je dovoljeno, vsaka država mora potem za svojo dobiti dovoljenja, ali pa recimo tisti, ki prodaja. In seveda Slovenija majhen trg. In ko neka multinacionalka, tisti, ki pokriva Slovenijo, prav, ja, tole bi v Sloveniji rabili, pa on pravi, ja, treba je narediti potem. Odobritev mora država narediti, mora biti potem vse slovenske navodila, on 3, 4, in on pa reče tistem, ki pokriva ta trg, koliko boš ti tega prodal? Ja, prav, za 50 000 evrov, stroškom ima glih toliko. Hvala, ne bomo. Se pravi, in ta stvar je v Italiji dovoljena, na drugi strani Goriških brd, pri nam pa ni. In to so te težave, ki bi jih mogli tudi, se pravi, na ravni Evropskih unij poenotiti, da smo, je pa druga težava, da pa seveda večje države, tukaj pa zdaj ni solidarnosti, in tudi kmetje iz večjih držav, si pa tega ne želijo spremeniti, zato, po domače povedano, sej, bo tam to zvijal, bo pa za nas bolje pa trg.
To je ta težava. Bi pa želela tudi dodati, da ne smemo tega tako, oziroma predvsem javnost naj tega ne razume tako, da smo mi kmetje proti temu. Mi smo že recimo, če gledamo po zadnjih podatkih, ko so delali primerjavo zmanjšanja fitofarmacevtskih sredstev, je Slovenija leta 2020, glede na izhodiščno stanje, ki je bilo 2015, 2017, mislim, da 2012. zmanjšala fitofarmacevtska sredstva za 24%. Torej mi že Za naravno... 50% v zadnjih 20 letih. Tako, torej se vidi, da že delamo na tem, samoiniciativno, da se zavedamo pomena. Ker tudi za nas, kmete, fitofarmacevtska sredstva predstavljajo strošek in želimo tega res uporabiti samo takrat, kadar je to nujno potrebno. In ne pretiravamo, ne doziramo tega preveč, tako kot je mogoče včasih vse splošno mnenje, da kar vse povprek se šprica. Ne, mi to zelo smotrno porabljamo, res samo takrat, ko je nujno potrebno in zaradi preventive oziroma zaradi tega, da se pridelek zaščiti pred boleznimi in pred škodljivci. Pa smo spet pri tej izobraževalni noti, ko je treba ljudem v bistvu povedati, kaj so fitofarmacevtska sredstva, koliko jih uporabljamo. Če postavimo v ta kontekst Nizozemske, Španije, Italije pa Slovenije, ne, nam je potem vse drugače, bolj jasno ali pa slika je popolnoma drugačna. Ne? Ja, zakaj naprimer ljudje ne razumejo, da ne vem, ko smo mi bolani, letimo k zdravniku, pa dobimo zdravila, pa smo seveda vsi srečni. Ne? Zakaj ne razumejo tega tudi, da naprimer na kmetijah oziroma na rastlinah je to isto. Gre za zdravila za rastline. Ne? Ker, tako kot je kolegica rekla, to je največji strošek na kmetiji. In zakaj bi tega se sploh šli, če ni potrebno. Ne? Tako da dajmo zaupati tukaj kmetom, dajmo zaupati tudi stroki, ki obenem tudi opozarja, da kar se tiče fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji, smo prišli že tako daleč, da kmetje tudi nimajo več kaj prijeti v roke. In nimajo več učinkovitih sredstev, s katerimi bi morda potem bi zmanjševali bolezni in škodljivce v nasadih. In to postaja zelo velik problem. Prihajajo tudi novi škodljivci, vsaj 2-3 taka imamo že nekako na meji. In to pomeni samo še dodatno obremenitev za pridelavo hrane in nenazadnje potem, če ne bomo imeli ustreznih zdravil za rastline, potem, ne vem, se nam ne piše dobro, je pa res tisto, če morda se še na vas navezujem. Ne vem, zakaj je tukaj evropska politika toliko proti temu, da bi imeli skupni zakon za fitofarmacevtska sredstva. Ne? Zdaj razlogov najbrž je več. To so pa verjetno lobiji. Tako, da naprimer kmetje v Sloveniji imajo podobne pripravke kot naprimer v Italiji pa v Avstriji, ampak ne samo to, da so tam dovoljene, ampak so tudi precej cenejše. No, ko sem jaz v Državnem zboru na odboru za kmetijstvo in odboru za evropske zadeve, takrat, ko je bila ta tako imenovana SUR uredba na tapeti, izjavil, da so fitofarmacevtska sredstva zdravila za rastline, so me poslanci skoraj linčali, ne? Da kakšne neumnosti govorim. Ne? In to je zdaj ta problem, da če se vrnem malo nazaj na Franceta Prešerna, ne? In na tisto njegovo znamenito pesem, ne? Lečevlje sodi naj kopitar. Ne? To so te težave. Ne? Glejte, v istem rangu so strupi in zdravila, so na evropski ravni regulirana v istem aktu. Ja, in tukaj še enkrat to, kar ste prej rekel, že izobraževanje, res je. Ne? Na kmetijstvo, tako kot nekoč na COVID, so se vsi spoznali, ne? Oziroma na kmetijstvo se še vedno vsi spoznajo. In nogomet. Tudi na nogomet, ampak gre za to, da treba je zaupati stroki. Če res se določeno področje toliko vas zanima, ne, dajte nekako pogledati raziskave, znanstvene raziskave, širše pogledati, ne samo 1-2 članka prebrati in podobno. In če to nekako naštudiraš, dejansko potem vidiš, zakaj je uporaba določenih fitofarmacevtskih sredstev nujna in potrebna. Pa jaz bi tu še nekaj dodala. Ne? Slovenskega kmeta se tu zelo omejuje in nam se ves čas pripisuje, kako uporabljamo ta fitofarmacevtska sredstva in naših izdelkov ne kupovati, ampak na trgovski polici se pa nihče ne vpraša, kaj je bilo s tistimi izdelki, kako so bili tretirani, kako so bili pridelani. Pa kot sem že prej lepo omenila, so še dosti bolj kontaminirani. To je ena izmed teh zahtev, izvor slovenske hrane. Ja, ta tako imenovani tok, ne, sledljivosti. Tako. Najprej bi mogli seveda narediti to, da se naredi temeljita analiza, kaj se je v javnih zavodih, kjer so
v katerih so ustanovitelji država in občine. Se pravi, bolnice, domi upokojencev, vrtci, šole. Ne. Prvo analizo, to se čisto komotno naredi z fakturami, odkje, na kakšen način, potem pa seveda začeti spodbujati to, da bo seveda za slovenski davkoplačevalski denar v teh ustanovah bila slovenska hrana. In zdaj, če naredim malo reklame za oddajo Tarča, ki je enkrat delala to raziskavo, si je ugotovilo, ne, da je bila ekološka hrana iz tujine, imela več ostankov nekih fitofarmacevtskih sredstev kot konvencionalna slovenska. Ne. Ja, če pogledamo samo to, da sadjarstvo oziroma s pridelavo sadja smo nekje na 14-15% samooskrbe, zelenjavo nekje 35-40%, potem številke govorijo same od sebi, ne. Odkje prihaja ostala hrana, ne. Ki nikoli ne vemo. Da se sploh ne dotaknemo. Ne? Tako, ki nikoli ne vemo potem, kakšna hrana prihaja. Ne. Glede na to, da tudi inšpekcije in če bi šli kontrolirati ostanke fitofarmacevtskih sredstev, je nemogoče, da bi prekontrolirali vso hrano. Ne. Spomnim se afere poljskega mesa, ne, vsi vemo. Zdaj, na primer, ima Evropa velike težave, predvsem poljski, madžarski, slovaški kmetje z ukrajinskim žitom. Dve težavi sta. Eno je, da je veliko cenejše kot evropsko, druga pa, da tudi ne vemo, kakšna je kvaliteta tega žita, ne, ker roko na srce, tudi tam zdaj ne delujejo stvari tako, kot bi morale, ker je Ukrajina v vojni. Koliko to vpliva na slovenski trg? Ja, gledajte, vpliva na evropski, ne? In sleva tudi vpliva na slovenski. Slovenski pa še na toliko bolj, zato ker imamo majhno ekonomijo obsega. In pri nas, ne, ko se nekaj zamaja, en šleper hrane, mesa ali pa par šleperjev pšenice ti poruši vse. Ne? V drugih državah je to težje. Tam so veliki trgovski sistemi, in trgovski sistem si ne more privoščiti, da bo, ne vem, v enem mestu pa imel nekaj cenejše ali pa nekaj drugače, mora pač imeti to isto, bom rekel, kakovost ali pa brand ali pa blagovno znamko, in je to seveda težje. In zato si taki viški, hipni, ko nekje pride, se nekaj, ne vem, neka dobava ustavi, potem vse to se plasira v te majhne ekonomije, v majhne sisteme, med njimi tudi seveda Slovenija, pa tam, kjer ni te zavesti, kaj se kupuje in da se to gleda, in potem to seveda vpliva na nizko ceno v trgovini in to gre potem dol po verigi. Ne? Trgovec reče svojemu dobavitelju, živilsko-predelovalna industrija, glej, po taki ceni ali pa ne boš dobavljal, on pa seveda kmetu naprej kod njega odkupuje. Ne? In to je ta veriga, ki se težko ustavi. Ne? V Indiji imajo zdaj volitve. Ne? Indijo omenjam zato, ker je to zdaj trenutno največja država na svetu po populaciji in tam imajo največji odkup hrane, če lahko temu tako rečemo, ker država poskrbi za odkup riža, ne? Zato da imajo potem kmetje denar in s tem skrbijo tudi za ceno. Kmetje so šli na ulice, se peljejo proti glavnemu mestu, tam so seveda vse zabarikadirali, da se ne bi kaj zgodilo, ker pred volitvami si tega ne želijo, ugasnili so internet, postavili barikade, ampak tudi kmetje so se naučili, ob avtocesti so si postavili šotore in zdaj delajo in protestirajo. Če pogledamo v Evropi, v Bruslu je vse skupaj obstalo, v Parizu je bilo obkoljeno mesto, dokler se niso vendarle nekaj dogovorili, v Nemčiji, v Španiji. Zdaj tudi v Sloveniji pravijo, mi bomo vendarle prišli tudi na ulice in rekli, zdaj nam je pa dovolj. Vi ste stroka, niste ne kmet, niste ne politik. Kaj bi svetovali, ne vem, politiki, da naj vendarle, ampak zdaj res govoriva za slovenskega kmeta, ne bomo reševali indijskega prav. Kje naj se začnejo ti pogovori? Jaz bom samo dodal, ja, pri splošni izobraževalni klimi za javnost, da vendarle začne razumeti mladega kmeta in težave starega kmeta. Zdaj sem vas pokazal, zgolj zato, ker ste rekli, da se že 40 let ukvarjate s kmetijstvom, ampak vendarle je ta res velik razkorak med generacijo kmetov v Sloveniji. Kaj je treba res narediti? No? Zdaj, kot prvo, morda to ministrstvo bi se moralo zavedati, da stroka v Sloveniji je zelo močna, tako znanstveno kot strokovno, in si zavedati, da marsikatera rešitev bi lahko izhajala prav iz strokovnih področij. Ne? V smislu, ko se uvaja določen ukrep, seveda treba pozvati stroko, ali je ta ukrep sprejemljiv ali ni, in obenem seveda nujno vključiti kmete. Ne? Zato, da se preveri, ali določen ukrep je vzdržljiv na kmetiji in kje v sklopu okoljevarstvenih, naravovarstvenih in seveda drugih tudi izzivov.
In šele takrat, ko bi se naredila ena taka sinergija vseh teh možnih ukrepov in potem tudi posledic, od tukaj seveda potem naprej graditi ukrepe, ki naj bi jih sprejemalo ministrstvo oziroma tudi Evropska unija. Kaj se da sedaj narediti? Predlagam, da ministrstvo kot tudi predstavniki kmetov se čim večkrat srečajo, obenem potem tudi morda stroko naj se vključi in poišče rešitve, ki so seveda v tem trenutku še možne. Jaz bi pa nekaj drugega dodala, ker ste tako lepo urisali, kako kmetje protestirajo drugod po svetu. Da ne vem, če se zavedamo, ampak slovenski kmet protestira skoraj 1 leto na zelo kulturen način. Ker se zaveda, dejansko protesti so začeli lani marca, opozorilni, nismo nikoli kot kmetje oteževali nekako z kakimi gnojnicami, zaporami cesta. Ravno zato sem tako urisal. Preoravanja cest, kot so se dogajali v Franciji, nobenih takih večjih izgredov ni bilo, ker se zavedamo, da potrošnik ni nič kriv. Mi samo dejansko opozarjamo na nevzdržne razmere, ki jih kot kmetje imamo in pač zahtevamo, da se te zadeve nemudoma rešijo. Tudi to zaostrovanje, ki se ves čas izpostavlja, verjamem, da enkrat bo prišlo do njega in upam, da bo tudi v tem kulturnem duhu, ker slovenski kmetje smo kulturni, eni izmed bolj, lahko sedaj rečem, v Evropi, no, in si upam to trditi. Samo prosimo nekako za to razumevanje, da tudi mi si moramo izboriti svoje pravice, ker so bile sedaj prevečkrat potisnjene v ozadje. Če pogledamo v zgodovino nazaj, najstarejša kultura na svetu je agrokultura. Drži. Sej, ravno zato sem opisal, kaj vse se dogaja, pa potem prinesel v Slovenijo, ker razen to, da ste se pač zapeljali po cestah, je to. Moramo biti zelo iskreni. Zdi se mi pa, da zdaj, ko imamo novo kmetijsko ministrico, hvala Bogu smo jo končno dobili, vmes smo imeli malo še vojaškega ministra, ki je bil na vašem ministrstvu, pa tako naprej. A ste dobili zdaj pravega sogovornika oziroma sogovornico, pa še mlada je, no? To nam večkrat reče. Ja, če kaj bolj razume, zato me zanima, Je manj političarka, morda bolj... Glejte, tako bom rekla, zadeve tečejo sedaj, se pogovarjamo, tako kot ste rekli. Jaz osebno moram reči, da čutim, da želi nekaj premakniti, ampak za enkrat imamo samo še pogovore in obljube. In to je tisto, kar kmetje zamerijo politiki, ker nimamo konkretnih rezultatov, konkretnih zavez, da bomo stvari premaknili v prid kmetu. Ko bomo mi dobili te konkretne, ali bodo podpisane, ali bodo to sklepi, ali bo to zaveza vlade, to je tisto, kar mi sedaj pričakujemo, kljub temu, da moram povedati, da imamo res v teh zadnjih 3 tednih smo imeli zelo konstruktivne pogovore z novo ministrico in res se vidi, da želi nekaj premakniti in to ji moramo priznati. Mora pa tudi ona za celotno ekipo razumeti nas, da mi to poslušamo že 1 leto in da potrpljenje pač pojenja. Vi pa še več kot 1 leto, ker vi ste pa ne samo, da ste bili del te politike, ves čas ste vpeti v dogajanje na slovenskem kmetijskem sektorju, pa veste, da res se počasi premikajo stvari. Ja, seveda se počasi premikajo, ampak tukaj bi nadaljeval to, kar je rekla Anja. Ne samo, da je nezaupanje do politike, se pravi med kmetom je delno nezaupanje tudi do nas, bom rekel, teh kmečkih frontmenov ali pa voditeljev in to jim je popolnoma in ni nič za zamerjati. In zato res zdaj v tem trenutku rabimo nujno podpisane zaveze, se pravi ne obljube, podpisane zaveze, dogovore, da lahko tudi mi seveda kmetom nekaj povemo, gledajte, tole smo spogajali, ostalo gremo naprej. Step by step, case case in tako naprej, tako se to dogaja v, bom rekel, vseh pogajanjih, ker kakorkoli, po vsakem protestu, pa naj bo v Franciji, Nemčiji, Belgiji, se je treba, ali po Sloveniji, se je treba znova usedeti in znova pogajati. Prav v izogib temu, kar se zdaj trenutno dogaja, tisto, kar smo že prej tudi omenjali oziroma se pogovarjali. Po letu 2027 se bo začelo novo programsko obdobje. Nimamo več veliko časa in zdaj bi se že morali pogovarjati na strokovni ravni,
kaj se bo v naslednjem obdobju upeljalo, in zdaj se bi morali pogovarjati in s kmeti in s politiko, da ne bi potem tudi v naslednjem obdobju prihajalo do tovrstnih izgredov. Ja, ampak zdaj gasimo tega, ne? Tako. In bomo gasili vso obdobje Tako. tega, potem se bo pa zopet modilo pripravljati novega, ne? In to je lovimo svoj rep, ne? Tako, in to je problem, ker še enkrat vrstni red, ki trenutno se dogaja, ne, gre politična odločitev, ki jo potem prenaša do kmeta, ne pa, kar bi bila edina smotrna in pravilna, da se najprej preveri, kaj se lahko, je možno, ni možno in potem to pride do političnih odločitev, ne. In tudi to zdaj, kar se pogovarjate, upam, da boste seveda uspešni in želim vam srečno, je pa res, da vsakršen popravek trenutno v že sprejetem programu je zelo težek, ne, in terja čas, ne. In tisto, kar boste morda danes jutri podpisali, bo lahko izvedljivo šele v določenem letu ali pa dveh, ne, kar dejansko povzroča potem še dodaten problem pri kmetih, ne. In recimo to, kar ste zdaj povedali, to je točno tisto, kar smo že na začetku izpostavili, da nimamo strategije in samo gasimo požare. In zaradi tega je mogoče tudi, ker saj niso samo kmetijski protesti in štrajki, v Sloveniji imamo trenutno več odprtih front, naš je pa specifičen potem, ker nimamo samo ene zahteve, torej ne zahtevamo višjih plač, ampak imamo toliko nerešenih, dolgotrajnih problemov, da to ne gre spremeniti vsega čez noč. Določene stvari se lahko politično naredijo, te in te zaveze se lahko dajo in to v bistvu zdaj v prvi vrsti pričakujemo, da tisto, kar je moč se zavezati sedaj, rešimo sedaj, potem pa se zavedamo, da nas čaka dolgotrajen proces, da bomo reševali to, kar je odprto in predvsem mladim nam je ključno, da začnemo strateško odpirati stvari. Kako bomo naslovili naslednji načrt skupne kmetijske politike in kako bomo naredili načrt slovenske kmetijske politike. Kaj, če ne boste več mladi? Upam, da še bomo, ker v 10 letih, toliko vsaj iz mojega zornega kota, bom še mlada, in v 10 letih bi se moglo nekaj premakniti, pa že prej, v 5 letih bi mogli vedeti, kam želimo zapeljati slovensko kmetijstvo, ker če tega v naslednjih 5 letih ne bomo naredili, bo ta generacija, pa se opravičujem, ker to tako rečem, ampak čaka nas, del populacije kmetijske bo umrl. In če ne bo vmes mladih, nam bodo te površine, te kmetije šle. In veste, ko kmetija se enkrat zapre, se zelo težko spet odpre. In če mi ne bomo ujeli tega vlaka sprememb, če ne bomo pravočasno poskrbeli, da bomo mlade navdušili za kmetijstvo, da jih bomo tudi ustrezno podprli, ker eno je navdušenje, drugo je pa potem dolgotrajna podpora, ker tudi kmetijstvo ni tako, danes se nekaj naučiš, pa znaš vse življenje, je vse življenjski proces, torej potrebujemo ne samo ukrepe kmetijske politike, potrebujemo znanje, potrebujemo, ne vem, finančne instrumente, potrebujemo dostop do zemlje, potrebujemo nekaj, da se razvijamo, ves čas, vsak dan se moramo. In to je tisto, kar mi rabimo narediti, zato pa rabimo, strateški dialog, ne samo pogajanje, ampak tudi strateški dialog. Hvala lepa vsem trem, da ste dali toliko res koristnih in pa modrih uvidov v vaše delo. Zdi se mi, da ste res odprli neko temo, ki bi jo morda poslušal tudi kakšen na ministrstvu, pa ne zgolj na finančnem, ne, pa na kmetijstvom, ampak tudi kje druge, ker ta strategija slovenskega kmeta je nekaj, to ste velikokrat omenili, da je slovenski kmet, ne, nekaj, kar se sploh ne zavedamo. To ni res brazilski, ameriški kmet, ampak to je slovenski kmet, ki ima specifiko in tudi veliko, veliko boljšo hrano, meso, zelenjavo, sadje, in tega se moramo bolj zavedati, ne glede na morda na kakšen evro več. Hvala še enkrat vsem trem za obisk v tem SBC-vem studiu. Upam, da bomo še kdaj sedeli, ko bo strategija skoraj da že napisana, pa jo takrat pretresamo, a prav. Hvala za povabilo. Vam pa najlepša hvala, da ste bili z nami. Upam, da ste se kaj novega naučili, predvsem pa, da ste dobili nek nov uvid v delovanje slovenskih kmetij, mladih kmetov, predvsem pa, da ste tudi starih kmetov, predvsem pa, da ste, upam, razumeli, da je slovenski kmet res naš kmet in da ima veliko, veliko prednosti pred ostalimi. Hvala za spremljanje in se vidimo naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.